Glasbo, ples in gledališče združuje festival Plavajoči grad. V okolici gradu Snežnik v Loški dolini se je pred nekaj urami končal jubilejni 10. festival. Na 17 odrih in drugih prizoriščih se je v 4 dneh zvrstilo kar 245 glasbenih in gledaliških dogodkov ter delavnic. Tam je bila tudi Alenka Bevčič. Vročina je danes popustila in obiskovalci Plavajočega gradu so lahko v hladu do zgodnjih popoldanskih ur uživali predvsem ob glasbenih nastopih, ki so zaključili festivalsko dogajanje. Všeč mi je izjemno, tukaj sem že vsakoletno. Ful finih dogodkov, pa ful dobra energija. Uživaš cel dan, hodiš okrog in samo se prepustiš vsem doživetjem, ki jih ponuja ta festival. Vsi so sproščeni, srečni, 3 dni malo dobrega odklopa. Kar 180 umetniških skupin in izvajalcev z vsega sveta je k gradu Snežnik že 10. privabilo več tisoč obiskovalcev, ki so na festivalu lahko tudi prenočili. Z njim pa so se poistovetili tudi lokalni prebivalci. Izredno smo zadovoljni predvsem z obiskom, z nastopajočimi, z nekonfliktnostjo, z odprtostjo vse publike. In meni se zdi, da je tako mirno, sproščeno vzdušje, v katerem se dogaja ogromno stvari, ampak vseeno na nek drugačen način, na kakršen smo navajeni. Kakšen bo Plavajoči grad prihodnje leto, organizatorji še ne vedo, si pa želijo, da to ne bi bil osamljeni dogodek, ki vsaj za nekaj dni prebudi speči grad. Neko stvar, ki bi trajala celo leto, bi bila tukaj na gradu Snežnik in v grajskih pristavah in na nek način oživila ta mrtvi kompleks, ki ga ministrstvo noče dati svojih rok. A danes je bilo dogajanje okoli gradu in pred njegovimi pristavami vsaj tako živahno kot pred stoletjem ali več, ko je bilo v gradu še življenje. Že jutri bo žal drugače.